Oktober je odvedno veljal za lep mesec. Star slovenski pregovor pravi, da je oktober dober sploh v tistem delu, ki se tiče obilja jesenskih plodov. Poleg tega pa je to mesec, ko v sodih že iz mošta nastaja vino, na kar pa smo Slovenci močno navezani. Zato je tudi tokratni kmetijski mozaik v slogu sadjarstva, saj prvi prispevek govori o pridelavi jabolk. V drugem smo obiskali vinarja, ki ima svoj vinograd in zidanico na zelo zanimivem mestu v naši neposredni bližini. Ker smo v zadnjih tednih na veliko obiskovali gozdove ter nabirali gobe in kostanj, ne bo odveč informacija o gradnji gozdnih cest in poti. Gotovo se bo vsak izmed nas strinjal z naslovom prispevka, saj velja jabolko za izjemen in najbolj priljubljen sadež pri nas. Njegove zdravilne lastnosti so prišle celo v pregovor: eno jabolko na dan, zdravnika stran. Jabolko odlično uspeva v našem okolju. To je eno izmed najstarejših sort, ki so jih ljudje od nekdaj gojili. V Loki pri Zidanem mostu pridelujejo odlična jabolka pri Strajnarjevih. Tradicija sega nekaj rodov nazaj, danes pa se lahko pohvalijo z lepo urejenim sadovnjakom, s hladilnico in z vsem, kar sodi k uspešni pridelavi. Naša zgodba sadovnjaka sega v leto 1986. Takrat je moj star oče začel z samo sadjarsko tradicijo tu pri nas. V sadovnjaku je nekako prej potekala bolj živinorejska tradicija, tu so bili travniki. In potem se je to reguliralo v sadovnjak, naredile so se 4 terase in njive so se nekako potem preoblikovale v sadovnjak. To je nekje 1,5 hektar površine sadovnjaka. Pridelujemo nekako 4 glavne sorte. To so Ajdaret, Jonagold, Briburn, ena novozelandska sorta in pa po novem Topaz. Ta je taka neka novejša varianta. Potem so pa še neke manjše sorte. To so Carjevič, Lonjon, Zlati Delišes. Sadjarska tradicija pri nas pa sega tam nekje 4 generacije nazaj. V bistvu so vsi stari starši za nazaj bili taka pa drugače vpreženi v sadjarjenje. Poudaril bi to, da že praktično od samega začetka je star oče šel v integrirano pridelavo, torej v neko varianto škropljenja, ki je pod nadzorom, ki je prijazen kupcu, ki v bistvu zelo malo nekih pesticidov da samemu plodu. Po drugi strani pa tudi naše hlajenje, naše skladiščenje jabolk je usmerjeno v to, da hladimo na neki konstantni temperaturi in nobenih kemikalij ne uporabljamo pri samem skladiščenju. Kar se tiče letošnje sezone, odlično. Tista pozeba na začetku samega leta ni nekako pripomogla k zmanjšanju pridelka, tudi suša v prihodnjih mesecih ne. Razne ujme so se nas tako ali drugače izognile in je sadjarska tradicija oziroma letošnji pridelek odličen v primerjavi z lanskim letom, ko je bila to res katastrofalna pozeba, in pa predlanskim letom, kjer je bila stoletna toča. V osnovi mislim, da je prva stvar, ki jo radi poudarimo tudi pri nas v našem sadovnjaku, lega. Tu je že Dragutin Ferdinand Tripšelj kot župnik v Loki tam v 19. stoletju začel sadjarsko tradicijo prav na teh obronkih tu nad Savsko dolino in je to tisto, kar verjetno jabolkam prinese samo okus, vonj in aromo. Potem pa seveda letina, ki je brez nekih katastrofalnih nizkih temperatur v začetku, ko jabolka cvetijo, potem pa čez celo leto dovolj vode in pa seveda lepa jesen, ki plodove obarva. V našem sadovnjaku se načeloma držimo tega, da čim manj škropimo in potem tudi bolezni poskušamo zmanjševati na način, da so jabolka kvalitetno obdelana, da so v bistvu vsi plodovi prejšnje sezone pospravljeni in jih nekako potem ne konzumirajo bolezni za naprej. Po drugi strani pa tudi Topaz kot neka taka alternativna sorta je odporna proti jabolčnemu škrlupu, enih takih glavnih skladiščnih bolezni samih plodov, in se usmerjamo v neke take sorte, kjer bolezni ni in posledično tudi seveda manj škropimo za to. Se pravi, proti insektom se nekako poskušamo boriti na čist primarni način. Imamo ene take posebne plastenke, kjer se izdelajo take posebne luknje in se poskuša čim več teh zajedavcev uloviti. Nikakor se jih pa ne lovi s pesticidi. Je pa res, da je količina letos tako velika, da smo nekako uspeli naše plodove obvarovati pred raznimi škodljivci.
naš sadovnjak ni pokrit z mrežami. Radi se nekako pohvalimo s tem, da je ta naša mikrolokacija tu v Loki takšna, da vse vremenske ujme odneseta kum in pa listce kot taka velika posavska hriba. In razen te neki katastrofalni toči, ki je bila v letu 2020, tem nesrečnem letu, ni bilo nekih hujših ujem. In tudi nekako ne držimo tradicije ali pa vizije v naši družini, da bi v naslednjih letih pokrili sadovnjak z mrežami. Po drugi strani pa se nekako poskušamo usmeriti tudi v to, ker so mreže le tiste, ki mogoče zastirajo same sončne žarke, pripomorejo k temu, da se razni škodljivci lažje razmnožujejo v sadovnjaku in s tem bi naša kvaliteta verjetno padla plodov. Pri skladiščenju jabolk je pomembno to, da jih že v nasadu ločimo na prvo in drugo klaso. Prva klasa je tista, ki potem roma v hladilnico. Tu se jabolka skladiščijo pri konstantni temperaturi 10 stopinj Celzija celo leto, tja do meseca aprila, maja nekje, tiste najbolj obstojne sorte. Medtem ko drugo klaso potem predelamo in iz njih stisnemo jabolčni sok, ta prevre v bistvu jabolčno vino, jabolčnik, in iz tega potem pridelujemo jabolčni kis, ki ima tudi že dobro tradicijo in je požel že kar nekaj priznanj. Pa seveda jabolčni sok tudi pasteriziramo in iz tega potem jabolčni sok stoji in ostane užiten čez celo leto. Tako, naša hladilnica je tista, ki v bistvu jabolka konzervira na konstantni temperaturi, ob tem ni prisotnih nobenih kemikalij, z ničemer jih ne zaplinjujemo in je to. Ta jabolka ima potem v bistvu res odličen okus in pa seveda aromo, ki ostane, ta klasična, tradicionalna po jabolkah. V osnovi gre tako, da potem jabolčno vino, jabolčnik pretočimo posebne kadi in potem poteče to drugo vretje iz alkohola v ocetno kislino in je to spet čisto naravni postopek, brez kakršnihkoli kemikalij, ki da res dober produkt. Držimo se nekega dobrega imena, ki je bil tekom res teh generacij ustvarjen, tako da imamo stalne kupce, ki so z našo kvaliteto zadovoljni, potem pa se res poslužujemo tega še od ust do ust, torej poskušamo naše kupce doseči z dobrim imenom in pa v zadnjih letih seveda preko socialnih omrežij Facebooka, Instagrama, da tudi tam dosežemo krog ljudi, ki jih še ne poznamo in se seveda veselimo vseh, ki se potem leta in leta vračajo po te naše kvalitetne produkte. Slovenci imamo radi jabolka, verjetno pa že dosti poveden naš tradicionalni pregovor, da eno jabolko na dan odžene zdravnika stran in seveda jabolka imajo v sebi ogromno dobrega. Ni jih veliko, ki vedo, da v občini Radeče, le streljaj od Sopote v Zagradu, pridelujejo odlična vina. Že sama misel, da je tukaj v strmih bregih in ozki soteski sploh mogoče vinograditi, se zdi skoraj nemogoča. Ampak v Zagradu so vinogradi in še več. Tukaj prizadevni vinogradniki pridelajo odlična vina. Eden izmed njih je Janez Kmetič, ki iz leta v leto žanje uspehe na tekmovanjih, na katerih se kar vrstijo zlate medalje. Poleg tega, da je dober vinogradnik in kletar, je tudi somelje, torej ima dovolj strokovnega znanja, poleg izjemne ljubezni in delavnosti. Zdaj se nahajamo v vinskih goricah, Ostrovrharjevih vinskih goricah v Zagradu. To je edina vinska gorica, ki se nahaja v Zasavju, praktično še v Zasavju, edina, ki ima še cviček, ker imamo lahko se cviček, da lahko promoviramo s cvičkom, kjer hočemo, se pravi nekje na južnem delu občine Zagorje. Saj takoj ste mogoče že opazili, ker prijete, dol je emblem občine Zagorje. Vinske gorice se nahajajo v občini Radeče in občina Radeče je z nami kar zadovoljna, ponosna na nas, ker mi pridelujemo tukaj dosti dobra, dosti bogata vina, pobiramo kar dosti velike medalje, tako da smo zmeri vsako leto ponosni na te medalje. Dobili smo letos tudi prehodni pokal, to je klopotec, ki še zdaj stoji pri našemu bratrancu na koncu te vinske poti. Pridelujemo ta osnovna vina, se pravi pridelujemo cviček, pridelujemo modro frankinjo, dolenjsko belo in še druga razna bogata bela vina, kot so šardone, kerner in tako naprej. Burgundec, sivi pinot, traminc in tako naprej še. Ja, da sem se začel jaz osebno ukvarjati z vinarstvom je nekako 25 do 30 let.
Prej pa sta imela ta vinograd, osnovni vinograd, ki je dol oče in mama, ki sta ga obdelovala. No, kasnejše razmere so pa tako naredile, da smo se širili, tako da imamo zdaj hektar vinograda, to je približno okrog 3000 trsov. 3000 trsov, delno imamo na terasah, delno imamo v vrstah. Stari del vinograda je še v vrstih, drugo smo spustili na terase zaradi lažje obdelave. Same košnje, škropljenja in takih stvari. Pred leti, 2 let nazaj smo vse skupaj postavili tudi v mreže za protitočno obrambo, tako da smo nekako kar opremljeni s tem, da nam ne dela škode, tako kot je delala škoda prej toča, pa ptiči, pa vse sorte je bilo, ne? Kar se je možno, da se zgodi v vinogradništvu. Tukaj v našem vinogradu je povprečni pridelek nekje 2,5 litra na trto. So določene trte, ki dajejo malo manj, so določene trte, ki dajejo malo več. Ne? Se pravi, naprimer žametovka, žametna črnina daje nekako po 3 litre na trs, dočim neki šardonej, neki bolj kvalitetna vina pa 2 litra. Ne? Če hočemo, da dosežemo kvaliteto, da ni prekislo, seveda. Ne? To moje vino najde pot do potrošnikov preko trgovine, najde pot skozi gostilne, na veselicah, na prireditvah, skratka vse posod, kjer se lahko trži da vino. Ne? Lahko se pohvalim tudi, da imamo gostilno pri Čopu, pod Kumu, kjer se točita 2 naša vina, to je Modra Frankinja in Cveček. Letošnja letina je bila zelo vprašljiva zaradi suše. Najprej smo bili skeptični, da sploh bo kaj, ker je bila taka suša, potem pa se je nadalo tisto deževje, ki je bilo v septembru. To je napolnilo te naše grozde, s tem smo pa izgubili pa na kvaliteti. Tako da kvantiteta je bila kar dobra, kvaliteta ni zatorej, ki bi lahko bila. Dočim na belih vinih je v redu, kaj je pa rdečih vin, pa ni taka kvaliteta, ki je bila pred leti. Osebno ne razmišljam, da bi se kaj razširil na kako drugo dejavnost, ker je že tako preveč dela. Imamo pa v okviru vinogradnikov Zagrada vsako leto tradicionalni pohod od Zidanice do Zidanice. To je nekako na koncu junija, začetek julija. Ta vinska pot se začne v vznožju doline in se gre po celi vinski poti, od Zidanice do Zidanice. Vsak dobi kozarec, ki ga odnese potem tudi domov. Kdor nima kozarca, seveda ne more degustirati. Ne? Tako da zdaj imamo že, mislim, da 16. ali 17. bomo imeli naslednje leto tradicionalno vinsko pot. Vsako leto je večja udeležba. Ta pot je kratka, ta pot je dolga, naprimer nekakšnih 700 metrov, ne kilometrov, 700 metrov. Potem pa je na koncu taka kulturna zabava, malo popestritve. Lahko se tudi malo popleše, malo popije, kaj poje in to je to. To je, kot sem že rekel, v mesecu juniju ali juliju, konec junija, začetek julija. Vezani smo nekako na splavarjenje v Radečah, tako da imamo drugi vikend po splavarjenju mi to prireditev. Ja, mi organiziramo vsako leto neko martinovanje v sklopu naših vinogradnikov, da dobimo se skupaj, potem si spečemo kako račko, kako gosko, mora biti obvezno tudi prašič, seveda in tudi kakšne jedi iz kostanja, rdečega zelja in take stvari, tako da se stari običaji držijo. Seveda, kar poplahnemo pa tudi z našim malo cvičkom ali modro frankinjo, če pa kjer tega napije, pa s kakim dobrim belim vinčkom. Ja, jaz mislim, da bo to nadaljeval sin. Sicer že pomaga, dosti pomaga, delamo skupaj, tudi vinčke si delimo malo, tako da imajo tudi tam mladi svoje vino, da ga lahko ponudijo, plasirajo in s tem delajo reklamo za svoje bodoča leta. Radi rečemo, da so gozdovi naše bogastvo. Slovenski gozdovi so lepi in poleg osnovne dejavnosti, torej pridelave lesa, nudijo še veliko drugih dobrot, ki so za zdaj dostopne še vsem Slovencem z upoštevanjem navodil. So tudi prostor za sprostitev, rekreacijo in druge prijetne dejavnosti. Za vse to pa so potrebne gozdne poti in ceste, ki so v večini primerov lepo zgrajene. Včasih pa tudi ne, zato nas je zanimalo, kakšni so zakonski okviri pri njihovi gradnji.
Gradnje v gozdnem prostoru so regulirane z več zakoni in pa pravilniki. Seveda, glavno je to zakon o gozdovih, ki narekuje, kako se samim posegom v gozdnem prostoru tudi streže. Za vsak poseg v gozdni prostor je potrebno izdelati, to naredi seveda javna gozdarska služba, posebne elaborate. Elaborate tako za gradnjo gozdnih cest, za vzdrževanje in ne samo za gozdne ceste, temveč tudi za gozdne vlake. Pa ni važno, ali smo to v zasebnem sektorju ali pa v državnem sektorju. Skratka, kot rečeno, na podlagi elaboratov se potem lahko poseže v sam gozdni prostor. Kako se elaborat izdela, pa je seveda to potrebno že tudi prebrati v detaljnem gozdnem gospodarskem načrtu in pa v načrtih gozdno-gospodarskih enot. Seveda danes je v gozdnem prostoru tudi veliko drugih interesov. Nedvomno ima velik interes tukaj posamezni lastniki, pa tudi druge družbe. Dostikrat prihaja, da sami izvajalci gozdnih del premalo upoštevajo vsa navodila, ki so določena z elaboratom o gradnji gozdnih vlak in pa gozdnih cest in ravno tako tudi v sanacijo oziroma vzdrževanju. Nedvomno so kršitelji in kot takšne je potrebno in je prav, da se tudi sankcionirajo, kar pa je naloga gozdarske in pa okoljske inšpekcije. Ja, kontrola nad izvajanjem del je v prvi vrsti seveda že zaupana sami javni gozdarski službi, da dobro izpelje vsa začrtana dela, na drugi strani pa je potem tudi kontrola s strani gozdarske inšpekcije, pa tudi okoljske inšpekcije, če so ta dela zares prav opravljena, kot se določi z samim elaboratom del. Zakon o gozdovih, kakor tudi pravilniki o gozdnem redu, o tem prav natančno govorijo, kako morajo biti dela v samem po koncu sečnje opravljena, da se lahko sečišče prevzame. Če sečišče temu ni tako opravljeno, kot zahteva to pravilnik, kot zahteva zakon o gozdovih, seveda javna gozdarska služba je tista, ki izda posebno odločbo za sanacijo posameznega dela, ki mora biti opravljen v skladu, kot rečeno, zakonom o gozdovih po končanih delih v gozdu. Če pa temu še vedno ni tako, pa seveda nastopi nalogo, ki jo ima gozdarska inšpekcija, ki izda lahko poseben nalog, da se te zadeve izpeljejo tako, kot veleva zapisano v detaljnih gozdno-gospodarskih načrtih oziroma v samem elaboratu izvedbenih del. Ja, poglejte, mi imamo prav pravilnik o gradnji gozdnih cest in gozdnih vlak, katerega se morajo izvajalci, načrtovalci nedvomno držati. Skratka, želim reči, da imamo prav določeno, koliko je lahko mreža poti na, rečemo, na 100 hektarjev, koliko je priporočljivo in kako potem tudi v določenih predeljih, kajti imamo na silikatu, imamo na dolomitih, imamo na apnencu, kako so te poti tudi narejene. Se pravi, od širine, kako se izdelajo, kako mora biti urejeno odvodnjavanje, kje se lahko skladišči odvečen material, ki nastane pri tem. Skratka, želim reči, da v elaboratu mora biti zapisano vse, kako se pravilno izvajajo dela v gozdnem prostoru. Pri vsem tem obisku v naravi je zelo važno, da znamo poznati gozdni bonton in pa obisk v naravi. Nedvomno je važno, da vemo, da mi, ko prihajamo v gozd, smo na obisku nekoga, smo v nekoga od lastnine in zato je prav, da se tako tudi do njega spoštujemo. Imamo zapisano, kaj pomeni rekreativno nabiranje plodov, se pravi 2 kg kostanja, gob in tako naprej. In prav je, da se tega držimo, kajti prepričan sem, da to rekreativno nabiranje je dost, če imamo na dan 2 kg in za sebe na ta način bomo lahko nabrali in pustimo še za druga, ki bo prišel za nami, kajti zelo važno je, da gozd je poln dobrot in naj uživamo vsi v njem.